Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke, v prvi popočitniški oziroma prvi jesenski oddaji v Zakaj županov zato. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav vam in vsem gledalcem. Moje vprašanje se ne bo začelo z vprašalnico zakaj, ampak z ugotovitvijo, da smo nekako že na polovici mandata. In če sem vas lansko leto takle čas vprašala, če bi vedeli, kaj vas čaka, ali bi kandidirali za župana, vas bom letos vprašala takole, glede na to, da vas kaj vas čaka, boste čez 2 leti ponovno kandidirali za župana? Absolutno predaleč še zato, da bi lahko sprejel kakršnokoli odločitev. Zdaj res sam pri sebi delam nekak rezime polovice mandata z polnim zavedanjem, kaj nas v prihodnjih 2 letih, kako zelo odgovorna naloga nas v prihodnjih 2 letih čaka. In kratek rezime bova naredila tudi tekom današnje oddaje. Pravijo takole, da je dobro poznati preteklost, zato da razumeš sedanjost in da lažje načrtuješ prihodnost. Nekaj grehov iz preteklosti se je kar nabralo in tudi ne rešilo še do sedaj. Pa če začnemo kar s projektom Gorki izvensodna poravnava v zvezi z izstopom občine Medvode iz projekta Gorki, to je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v sodelovanju z gorenjskimi občinami, da malo osvežimo spomin, zakaj sploh gre, ni uspela. Čeprav ste kar v dobrih odnosih, recimo s kranjskim in šenčurskim županom. Kakšen scenarij se obeta na tem področju? Ja, pravzaprav je celotno zadevo nekoliko zaustavila zahteva občinskega sveta, da nadzorni odbor občine Medvode pregleda, naredi neke vrste eno revizijo tega projekta, tudi odstopa od tega projekta. Kolikor je meni znano, občinski nadzorni odbor je zdaj v finalni fazi oziroma v zaključni fazi te revizije, tega pregleda. Odvisno od njihovih ugotovitev bo tudi naše prihodnje ravnanje. To je mogoče ta medvoški del, kar zadeva Šenčur, Kranj in pa odnose ali pa dogajanje na sodišču. Bila je obravnava, kjer so se na nek način uresničile tiste moje manj prijetne napovedi, da se zna zgodi, da bosta obe strani oziroma da bosta nasprotni strani prinesli na sodišče še dodatne dokaze oziroma razširile zahtevek. To se je zgodilo. Moram reči, da tudi na slabo voljo sodnice, kajti vse je kazalo, da bo prišlo do izvensodne poravnave. O kakšnem znesku sedaj govorimo? Torej, osnovni tožbeni zahtevek je še vedno, mislim, da na 430 000 evrov plus pripadajoče obresti, teh je v teh letih že kar nekaj. Razširitveni pa bomo videli, ko bomo zadeve začeli prerekati. Zna se pa zgoditi vsaj tisto, kar smo videli v pogajanjih izvensodne poravnave, da zadeva še kar naraste. Včasih so rekli v Španoviji, še pes crkne, tudi v sodelovanju z mestno občino Ljubljana pri izgradnji kanalizacije tako famoznega kanala C0 nam ne kaže trenutno še najbolje. Pa bom vprašala takole, čigavo odločitev sedaj čakamo? Čakamo odločitev Jaspersa oziroma Evropske komisije. In koliko časa to običajno meljejo, preden domeljejo? Torej, ko odločitev, se pravi za končno mnenje Evropske komisije, je nekako mora biti to mnenje izdano v 3 mesecih. Glede na to, da je zadeva zdaj tik pred Evropsko komisijo, računamo do konca leta, da bi stvar morala biti, kajti neki indici so, da ne bojo ravno si vzeli 3 mesecev za to, da se to odločijo. In ko se odločijo, je občina Medvode izpolnila vse pogoje, pridobila vsa soglasja, ima tako, da lahko takrat začnejo stroji tako rekoč brneti ali pač ne? No, projekt kanalizacije C, ljubkovalno ali pa reševalno imenovan C0, je tako izredno kompleksen projekt, da jaz mislim, da si naša občinska javnost, niti strokovna, niti laična, tudi slučajno ne zna predstavljati, kako velika stvar to bo. Kje vse se bo gradilo? Gradilo se bo po pretežnem delu občine, kjer je pozidava dovolj strnjena, da smo lahko upravičili evropska sredstva. Če začneva, torej priklop kanala na Ljubljano bo v Tacnu oziroma v Vikrčah, zato gre primarni kanal iz Vikrč skozi spodnje Pirniče, zgornje Pirniče do Vrja. Po vsem tem koncu se planira izgradnja torej fekalnega kanala, ki je v 75% sofinanciran z evropskih sredstev. Pozarjam, to je samo fekalni kanal. Celotna izgradnja meteorne kanalizacije in pa na nek način smiselna obnova vodovodov pa pade kot 100% strošek občine Medvode. Potem se gradbišča nadaljujejo v Medvodah, v centru, na enem delu, kjer se izgradi še na Čarmanovi,
in pa na enem manjšem odseku, ter črpališče potem za Nadonovo gor. Potem imamo na delu Preske, en del Preske, kjer še ni, se tudi to izgrajuje, tudi en delček meteorne kanalizacije. Potem imamo Vaše, Goričane, Rakovnik, en del Ladje, skratka ogromno gradbišč, ogromno vpletenih in ogromen izziv tako za občino kot izvajalce nas čaka. Kakšen izziv pa to predstavlja za potem tiste lastnike objektov, ki se bodo morali priključiti na kanalizacijo? Se lahko govori o okvirni ceni oziroma o kakšnih olajšavah, najbrž že razmišljamo? To vprašanje je bilo zdaj večkrat naslovljeno na občino, je čisto razumno, seveda ljudi najbolj zanima, kakšen strošek to bo. Treba se eno stvar zavedati, ob tem evropskem projektu se občina obveže, da bo ob zaključku le-tega dosegla 95% priključenost objektov. Torej, ko projekt štarta, gre kot tank in tam bo občina zato, da ji ne bo treba vračati kdajkoli sredstev, da jih bo upravičeno porabila, na vse možne načine poskrbela, da se bojo ljudje priklopili gor. O višini komunalnega prispevka težko rečem. Potrebno se je zavedati, da ljudje nikoli ne plačajo stroškov, ki nastanejo s to izgradnjo. Se pravi, kompletna evropska sredstva se odštejejo. Pa tudi tista, ki jih vloži občina, še zdaleč ne zaračunamo vseh občanom, ker potem bi bil ta komunalen prispevek najbrž 10.000 in več na hišo. Pač pa se ponavadi sprejme poseben odlok o opremljanju, o komunalnem opremljanju, s katerim se nekako ugotovi stanje in pa resnici na ljubo potem tudi različne olajšave pripeljajo za to, da je stvar sprejemljiva tudi za občane. No, mislim na zadnji ali pa na predzadnji seji občinskega sveta smo pa že šli korak nasproti, se pravi smo za fizične osebe sprejeli, da plačilo komunalnega prispevka ni potrebno v enem, ampak lahko v 2 letih obročno odplačujejo. Sedaj se nekako že ve, da se na nekaterih področjih pač ta kanalizacija ne bo gradila tako, kot je bila načrtovana v programu opremljanja. Pa bom vprašala takole, kdaj bo dana tista zelena luč vsem tistim lastnikom objektov, ki bi se želeli priklopiti oziroma ki bi želeli zgraditi malo čistilno napravo na področju, kjer ni predvidena ta izgradnja kanalizacije in da bodo končno upravičeni potem tudi do teh subvencij, ki so namenjene za izgradnjo male čistilne naprave. Ja, res je, torej še vedno ni prišlo, mislim, da je zdaj že eno leto. Ja, mislim, da ste eno leto dali nazaj. Najbrž podoben odgovor, kot ga boste sedaj. No, eno leto nazaj smo rekli, da čakamo uredbo, ki bo določila. Ta uredba je bila sprejeta lani za Božič, do danes pa še ni bil spremenjen operativni program, ki določa, kateri zaselki pridejo v poštev ali pa kjer bo zahtevana izgradnja javne kanalizacije in kje to ne bo. Pri nas se zelo močno zavzemamo, da določene vasi tam ne bi bile, ker si roko na srce niti ne znamo predstavljati, kakšen strošek bi bila izgradnja kanalizacije, če vzameva za primer Golo Brdo, Žlebe, Zavrh, Dol, nekako računamo mogoče tudi na Dragočajno in Moše, pa najbrž nisem vseh vasi, ki se noter pašajo, zajel, ampak eno veliko večino pa. In tam danes ljudje, kot ste rekli, še vedno niso upravičeni do subvencioniranja MKČN-ja oziroma male komunalne čistilne naprave. S to državno odločitvijo, to ni občinska odločitev, to je državna sprememba operativnega programa, pa bi do tega bili upravičeni. Kdaj predvidevate, da bo? To me pa res preveč vprašate, ker tukaj to je nekaj podobnega kot občinski prostorski načrt. Do tega bova še prišla. Mislim, da tudi Ciganka ne zna več povedati, kdaj točno. Dobro. S kanalizacijo običajno je povezana tudi pitna voda, vsaj v nekaterih primerih pri nas, ko ugotavljamo fekalno onesnaženje. Pa bom vprašala takole, vedno nekako dobivamo občutek, da se vprašanje teh vaških vodovodov ne bo dalo rešiti z enim odlokom, kajti vedno, ko sprejmemo nekaj, se že pripravlja nekaj novega. Kakšna je strategija trenutna na tem področju vaških vodovodov? Ja, zdaj začeli ste ravno s vsem takim temom, da bojo ljudje rekli, evo ga, smerom je država kriva. Na področju vaških vodovodov smo v sistemski pravni praznini v tej državi. Se pravi, vaški vodovodi, lastniki so vsi tisti, ki so participirali pri izgradnji oziroma pač bilo, kako imajo te vaški vodovodni odbori zdaj to dogovorjeno. Država je naložila, mislim, da z neko uredbo, da bi morali to do konca letošnjega leta občine prevzeti, ampak dejansko je pa to nemogoče, ker ni nobenega vzvoda, da občina prisili ljudi, ki imajo vaški vodovod, da to predajo v last občine.
Kar se mi zdi pa na nek način skizofreno do konca, je pa to, da je občina pa zadolžena, da plačuje kazni, se pravi, ker imajo nekateri vodovodi oporečno vodo in je treba prekuhavati in vzorci odstopajo od tega, kar je potrebno, občina plačuje, tudi letos smo že kar nekaj denarja dali za to, da plačujemo kazni. Nimamo pa nobene moči, da bi zadevo s kakšnim orodjem, s kakšnim inštrumentom pripeljali v javni vodovod, oziroma, kot sem rekel zadnjič, ko smo sprejemali osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo, da enkrat zavedno ločimo. Tisti, ki želijo biti na vaških vodovodih, naj bojo na vaških vodovodih, ampak naj prevzamejo vse konsekvence. To pomeni, letno približno za en vaški vodovod je 5000 evrov stroškov za vzorčenje, ali pa tam nekje, plus vse kazni, ki izhajajo iz tega, če zadeva ni takšna, kot mora biti. Na to temo sem imel prejšnji teden tukaj tudi zdravstveno inšpektorico, ki nam pridno piše kazni, sicer zelo kooperativna, zelo prijazna, ampak dlje kot do te ugotovitve nisva prišla, ne? Da po mojem mnenju neopravičeno zaračunavajo nam, ker mi nimamo nobenega vzvoda, da tam zagotavljamo čisto pitno vodo. V 4 vaških vodovodnih sistemih je potrebno prekuhavati pitno vodo. Iščete kakšne rešitve oziroma... Ja, tako je, ne. Sicer imamo primer prenosa vaškega vodovoda Golobrdo-Polana, za katerega upam, da se ne bo nikoli več ponovil, ker je tako katastrofalnega, kot je to, najbrž je tudi težko. Če bo kje drugje večja pripravljenost ali pa nekak dinamika malo boljša, potem se je tudi občina pripravljena tukaj aktivirati. Sej interes je občina za to postavljena, da je ena izmed njenih osnovnih nalog je zagotavljati vodooskrbo na svojem področju. Pri čemer morajo pa ljudje tudi vedeti, ponavadi vaške vodovode predajo takrat, ko se ali A skregajo in se ne morajo nič več zmeniti, ali B ni nobenega več, ki bi hotel to zadevo peljati. Pa po možnosti že malo razsute vaške vodovode predajo občini, ki potem naslednja leta investira ogromna sredstva noter. No, tako da tukaj ne gre za nobeno zgodbo, da bi občina želela karkoli uzurpirati pa to. Občini resnico na ljubo to pomeni samo ogromno dodatnih stroškov in ogromno enih usklajevanj in pregovarjanj z tako kažejo zadnji primeri, z lastniki, da se ta stvar prenese. Gremo še na eno breme iz preteklosti oziroma breme, ki bo najbrž v prihodnosti. To je Regionalni center za ravnanje z odpadki. Nekako smo ugotavljali, da je predimenzioniran in da je odpadkov premalo. To so tisti odpadki, ki jih odlagamo v tiste črne zabojnike. Kakšen scenarij se predvideva na tem področju? Govorimo torej o RCR-u. Nažalost, naša medvoška javnost o tem ve premalo, ker gre res za ogromen projekt, kjer smo pristopile, če lahko rečem, občine investitorke, nas je 6+0, torej tisti, ki smo znotraj holdinga, potem imamo občine vlagateljice in občine pristopnice, vsaka s nekim svojim različnim pravnim odnosom do RCR-a. Mi smo seveda v tistem najožjem krogu, kjer delimo dobro in slabo, torej trenutno ne preveč dobro, ker je bilo treba v letošnjem letu zagotoviti 950 000 evrov, se pravi slab 1 milijon evrov za to, da poplačamo obveznosti, ki so tam nastale. Bo pa velik izziv, kot ste že sami rekli, te projekti so bili delani v času, ko ločevanje ni bilo tako, bi karikiral rekel, ljudje še niso bili tako zelo pridni, kot smo danes. In je kvota teh odpadkov nižja, kot se je predvidevalo. Z tega stališča je zdaj nujno potrebno zagotoviti, da vse občine, ki so rekle, da bojo sem, domače povedano, svoje smeti vozile, da to tudi začnejo delati. In pa, da pridobimo še katero izmed občin, da to začne. Ste na dobri poti? No, jaz mislim, da. Jaz tukaj noben nič ne skrivam. Jaz tudi povem kolegom na Gorenjskem oziroma znotraj komunale Kranj, da občina Medvode si bo močno prizadevala, da vseh 7 občin zgoraj oziroma 6 iz Kranjskega polja začne voziti svoje odpadke v RCR-o. En primer, mogoče, ko država ne reče tiste zadnje besede. Ja, ali pa jo nekoliko smešno reče. Mi smo z evropskimi sredstvi zgradili, mislim, da vsaj 6 ali pa še več teh regijskih centrov. Najbrž se je takrat že dal sešteti, koliko odpadkov je, za koliko smo pa mi zgradili. Tako da zdaj tukaj, kakor je konkurenca dobrodošla, je treba tudi, ali pa mi ustrajamo na tem, tukaj pa vsi družbeniki v holdingu, naj bojo enaka merila za vse. Če smo mi mogli zgrajevati v evropskem merilu enega najboljših objektov na Barju, potem naj tudi ostali izpolnjujejo vse te zahteve, ki so. Ne moreš potem kar parkirati, pa navoziti čez, pa nekaj čez dati
in je to isto kot tam dol, kjer je sama tehnologija stala ali pa sama izgradnja stala 100 in več milijonov evrov. Vprašam takole, kaj imamo občani občine Medvode od tega, da imamo najboljši RCR-ov v Sloveniji? Najprej zavest, da so stvari, v katerih smo najboljši. Drugo, kar je, treba je biti iskren, ne, mi imamo izredno nizko položnico za smetino, za odpadke. Torej, položnica snage je zelo nizka, tako da to je zagotovo prednost tega, da smo solastniki holdinga in da smo v teh projektih, ki so noter. Zdaj, če se bo zadeva, če se bo slika stabilizirala, potem upravičeno pričakujemo, da kot občina, ki je investirala noter, da bomo deležni tudi morebitnega dobička, če bo ne. Malo za šalo, malo za res. Vi vedno veste, v kateri zabojnik je potrebno odvreči kakšen odpadek ali imate kakšno dilemo, kdaj pa kdaj? Jaz pa mnogo kdaj imam zelo velik težav, kam kaj odlagati. No, steklo ločem, papir tudi ločem, medtem, kaj gre v embalažo, si pa po mojem se včasih malo drugače tolmačen kot snaga. Ja, zdaj bi rekli, če bi gledali z tega stališča, bi rekli čim manj ločevati odpadke, zato da bo ta tovarna imela kaj početi. Ampak šalo na stran, imamo še zbirni center, kakšna usoda se zbirnega centra obeta? Ja, zbirni center selimo kot mačka mlade po občini, no zdaj že nekaj časa v prostorih, oziroma tamle na prostoru komandanta Staneta, ceste komandanta Staneta ob Donitu. Seveda to ni trajna lokacija, lastnik zemljišče prodaja, mi pa si prizadevamo, da bi zgradili ta zbirni center na Jeprci. Tam čakamo na sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki bo dal zeleno luč za tisti del opuščene gramoznice, ne tam, kjer je industrijska cona planirana, ampak na drugi strani državne ceste in v osnovnih, v teh prvih orisih proračuna za leto 2017 načrtujemo izgradnjo takrat. Tudi neraščiščeni odnosi iz preteklosti botrujejo dejstvu, da je gramoznica na Jeprci, kamor smo lahko občani občasno brezplačno odložili manjšo količino odpadnega gradbenega materiala, zaprta. Kakšne so vsezadnje razmere? Ja, no, trenutno odnosov nimamo, če smo najbolj iskreni. Občina vztraja pri svojih izhodiščih, torej da je prišlo do določenega oškodovanja. Strani podjetja, ki je ki je imelo pogodbo z občino, oziroma tako rekel, še vedno nam ne znajo jasno razložiti, odkje pridajo te razlike, ki smo jih mi ugotovili v kubaturah odloženega materijala. Dobro, jaz vem, da občani pritiskajo na to, da bi radi vozili tja noter, ampak še zmerom lahko peljajo na cesto dveh cesarjev. Tisto, kar je treba, vem, da to ni tam, kjer je, ampak v tem primeru dajem absolutno prednost temu, da razčistimo zadeve, da pridemo do konca tej zgodbi in potem lahko čistimi računi nadaljujemo naprej. Zdaj pa, če gremo v sedanjost, ali pa tudi ne, no, za kateri projekt vam je mogoče najbolj žal, da ni realiziran v teh dveh letih? Projekti, ki smo si jih zastavili, sploh v letošnjem letu, bojo več ali manj vsi realizirani, kar je svojevrsten rekord, več ali manj. No. Mogoče mi je žal za to zgodbo Zbiljskega pločnika, kjer smo šli skupaj z državo, za direkcijo, zadeve so se klasično po javnem naročilu zakomplicirale. Na srečo se je ta gordijski vozel presekal 14 dni nazaj. Res pa, da če zvemo ali pa če se zadeva zaključi 25. oktobra, nam kaj dosti ne pomaga, glede na to, kakšne so vremenske razmere. Že prej smo rekli, projekt, ki je seveda breme iz preteklosti, je prav gotovo tisti projekt, o katerem niti vedeževalke več ne vedo, kdaj ga bodo občinski svetniki dobili na mizo v tisti končni zadnji obliki, to je pač občinski prostorski načrt. V kakšni fazi je oziroma kdo ga zadržuje in kje se nahaja? Občinski prostorski načrt je že zelo dolg časa na Ministrstvu za okolje in prostor, oziroma na vseh pač tistih podrejenih ali pa inštitucijah, ki so njim paralelne. Po informacijah današnjega dne je na direkciji za vode, kjer gre skozi zadnje sito ustreznosti okoljsko poročilo. Govorimo o okoljskem poročilu. Okoljsko poročilo je najbolj zahteven dokument občinskega prostorskega načrta. Njegovo pozitivno soglasje k okoljskemu poročilu pa seveda tudi predpogoj, da lahko zadevo damo na občinski svet. Nekako sem imela občutek, da je vsaj ARSO,
Agencija Republike Slovenije za okolje, neka država v državi, ki ne spoštuje rokov, pa tudi zakonodajo interpretira po svoje, tudi znotraj same agencije, se motim. Ja, več je takih inštitucij, ki se jaz sprašujem, ne, mislim, jaz vem, da so ljudje kdaj jeznika občina, ne date prav čas odgovora, ampak zgodba na višjih inštancah je včasih še bolj katastrofalna, ne. Vem, da so preobremenjeni, nisem pa prepričan, če je to zdaj razlog, da stvari toliko časa čakamo, ja, hvala. Ker, glejte, mi, ko bomo občinski prostorski načrt sprejeli, bomo 10 let za tistim, kar so ljudje vložili. Se pravi, leta 2016 oziroma začetek 2017, ko zadeva sprejeta, bomo reševali vloge, ki so jih ljudje dali leta 2007. Tukaj težko govorimo o tem, da smo odzivni, da gremo nasprot investitorjem, da gremo nasprot potrebam občanov, če 10 let traja, da naredimo spremembo prostorskega načrta. Če ostanemo še pri kakšnem izmed teh projektov, ki so zgolj mrtva črka na papirju šele, bom vprašala takole, koliko je še takih projektov mogoče, kjer ARSO odloča o njih? Kateri so tisti projekti? Trije so ključni. Moram reči, da sem vesel, da od dveh smo najdeli skupni jezik. Se veselim, upam, da bo iz te moke tudi kaj kruha postalo. To sta projekta sanacije Sotočja, kjer je ARSO pripravil projekt, oziroma država pripravlja projekt rekonstrukcije praga na Sori, znižanje za, mislim, da 1,70 m, potem pa tudi obdelava obeh bregov do državnega mostu in pa postavitev branikov oziroma preusmerjevalcev toka, zato da odstranimo to desno bočno erozijo, ki se zdaj zelo intenzivno pojavlja. Projekt ocenjen, mislim, da dobrega $500 000. Vsi si prizadevamo, da bi država ta sredstva zagotovila že v prihodnjem letu, ker to bi bilo za Medvode kar en tak precej pomemben projekt v luči urejanja Sotočja, pa tega centra. To je eno, klele res moram reči, da dobro sodelujemo. Drugi projekt, kjer smo zdaj uspeli najti isti pogled, če lahko rečem, je pa, se pravi, ureditev tržnice, večnamenske ploščadi in pa parka. To govorimo nasproti Loke, stare Loke. Tam so bile prve odločitve za nas nerazumljive, ampak po detaljni predstavitvi smo sedaj najdeli skupni jezik in ugotovili, kaj je potrebno res narediti za to, da stvar ne bo problematična z vidika poplavnih voda. Po drugi strani pa, da še zmerom lahko zagotovimo v nekem doglednem času realizacijo tako pomembnega projekta, kot je ureditev tega prostora tukaj, ker jaz trdno verjamem, da bo to ena izmed tistih točk, okrog katere bomo lahko začeli plesti mestni center. Se bistveno razlikuje projekt od tistega, ki smo ga imeli priložnost že nekako spoznati? Ne. Govorimo pravzaprav o enakem projektu, samo z omilitvenimi ukrepi, ki smo jih sedaj soglasno dogovorili z ARSom. Sedaj pa gremo k pozitivnejšim temam. Prerezi slavnostnih trakov kot po tekočem traku, skoraj da, kot da bi se približevali lokalne volitve, bi kdo rekel. Vaš najljubši zaključen projekt, kdaj ste najbolj s ponosom prerezali slavnostni trak, pa bom vprašala, oziroma bom rekla takole, tudi nekaj lokal patriotizma ne bo škodilo. Ja, na ta način ste mi hoteli reči, da naj poudarim projekt Valborga Trboje, za katerega sem res zelo vesel, da se je naredil tudi s tako pogodbeno ceno, kot je. Tudi moram reči, da kar korektno s strani izvajalca in tako. Res je bilo ogromno teh otvoritev, ampak sem vesel, da so bile. Čeprav je včasih kdo zavil z očmi, pa rekel, jo spet trakove režejo, pa je Sotočje odprl, pa smo povsod samo te trakove rezali. Jaz sem skoraj na vsaki otvoritvi povedal, ne gre za to, da pač župan tako zelo uživa rezati te trakove. Gre za sporočilo, da za vsako to otvoritvijo stoji ekipa ljudi, ki je ta projekt naredila. Najlažje je viseti na Facebooku, pa na socialnih omrežjih, pa cele dneve pa mednarodno, pa komentirati, pa to, ne. Za vsakim projektom, pa čeprav je 30 000 evrov, so odzadaj najprej ljudje, ki so si ga želeli, potem ljudje s terena, ki so pomagali, da smo dobili vsa zemljišča, soglasja in tako naprej, in pa izvajalci, pa konec koncev tudi ekipa v občinski upravi, ki je mogla to potem nekako skoordinirati in izvesti v določenem smislu. Tako da zato mi je bilo to zelo pomembno sporočilo teh otvoritev, pa tudi, da se ljudje, kdaj se pa danes ljudje še dobijo, pa ustavijo, kje pa kakšno rečejo, se že sosedje skoraj ne poznajo med sabo. Če ste me pa izvali, kjer mi je bila pa najljubša otvoritev, bom pa tudi povedal. Meni je bila najljubša otvoritev ceste Katarina Belo. To je bil tudi
po dolžini najdaljši odsek, mislim, da 1,5 km, ne pa po zahtevnosti, tudi finančni in tako. Zato, ker sem tam doživel nekaj, kar v naši občini vse premalkrat doživimo. To, da so ljudje naredili ogromno prostovoljnih ur, ogromno časa preživeli tam na cesti, zbirali sredstva, zato da so sami zbrali denar za en določen odsek, ki je šel izven trase, da se je uredil. Toliko enega pozitivnega naboja, ne samo ob otvoritvi, tudi kadar sem bil na gradbišču, pa kadar sem bil tam, to enostavno skoraj da ne doživiš, ker trenutno recimo se izvajajo projekti, ki so bili zastavljeni strani ljudi, pa razen konstantnega pritoževanja pa pametovanja ni nič nobenega. In včasih si od tega res že utruje. Mogoče to na tisto prvo vprašanje po 2 letih rezime. Jaz ne vem, zakaj moramo, pa saj najbrž niso Medvode kle nič posebenega, ampak zakaj moramo vsako stvar najprej gledati negativno? Sej ogromen stvari ni dobrih, ogromen stvari tudi mi kot občina ne naredimo tako, kot bi bilo optimalno ali pa v roku, ki bi bil optimalen, ampak včasih jaz pa mislim, da že če vidiš, da se ljudje trudijo, pa da delajo pošten, pa da skušajo narediti največ, da je to že zelo veliko vredno. In ta občutek sem gor na belem dubu in je bilo res lepo. In rokov se res držimo na vseh letošnjih gradbiščih. Vsaj nekako občutek sem dobila, da se rokov držimo, da je tudi kar do neke dobre volje, razen mogoče kakšne. Ja, ne, saj je res. Rokov smo se res kar precej držali, ene zadeve smo delali celo pred rokom, ene so bile res take, da če ne gledaš tega iz neposredne bližine, ne moreš verjeti, recimo, kakšna brzina dnevna je bila za pridobivanje uporabnega dovoljenja za kuhno v vrtcu. To razen tistih, ki so bili na projektu, ne ve nihče. Pa tudi zagotovo so tudi tam še pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. So pa tudi projekti, moram reči, sploh te, ki smo jih začeli delati po počitnicah, kjer bo pa zagotovo do zamud pri izvedbi prišlo, če ne zaradi drugega, že zaradi vremena, kakršno je. Kako se je v praksi realizirala ta odločitev, da vsi lastniki zemljišč potrebnih za določene projekte, običajno gre to za rekonstrukcije cest, dobijo enako pravično odškodnino? Ne enako, ampak enako pravično. Ja, jaz ocenjujem to zdaj po letu pa pol, ko se to izvaja, da je v 90–95% to zelo dobro. Ker ljudje vidijo, da se gre, da je tokle za zazidljivo zemljišče, tokle za kmetijsko, prve, druge kategorije. Transparentno. Se zadevo zapelje in je. Vse pogodbe so zmerom na vpogled, jih ljudje lahko vidijo. Tako da je kar v redu. No, seveda se pa pojavijo pri kakšnem projektu, se pa pojavijo nekateri, ki pa mislijo, da so nekaj posebenega. Kako pa se je v praksi obneslo vodilo, da v vsaki krajevni skupnosti ali vaški skupnosti vsaj eno investicijo in če se le da od začetka do konca speljati projekt? V letošnjem letu zelo fajn. Je pa res, da letošnje leto je bilo leto, ko ni bilo kohezije. Jaz včasih v šali v hiši, ker rečem, da letošnje leto ni fajn, da je bilo izvedeno, kot je bilo, ker res, mislim, pa brez neke lažnega napihovanja, sem ponosen na to, kar se je letos naredil. Predvsem zato, ker če to zadolževanje, ki je letos planirano, gre v celoti za del RCR-a. Se pravi, ne samo, da nam ne bo treba za cel RCR-o, za ta strošek 950 vzeti kredit, ampak samo 700. Vse ostale investicije smo naredili s svojim denarjem, torej z denarjem, ki smo ga 8 milijonov dobili od države, ostalo pa sproducirali sami. Do 15 milijonov je 7 milijonov, ki jih je bilo treba dobiti. In to je najprej na prihodkovni strani to zelo velik pritisk. Potem pa, da speljemo toliko investicij, dobro, sej res, treba je biti tudi tukaj iskren pa povedati, da so rekordno nizke cene. Na nizkih gradnjah, na visokih ne, ampak na nizkih pa. In zato smo tudi kakšen projekt lahko zapeljali v enem letu, ki bi ga drugače v 2 letih. Ampak te dinamike, nažalost, v letu 17 in 18 ne bomo mogli takole slediti zaradi bremena evropskega projekta. Včeraj smo bili 1. novembra, obljubljene sta bili 2 liniji prometni. Zakaj se danes še ne morem z urbano peljati na Senico? Ja, res je. Torej, v zadnji fazi dogovora sta 2 novi liniji. Ena je z LPP-jem, ena je od Medvod, jaz rečem temu Pentla, pri nogometnem igrišču, pa do Senice oziroma do Ladje, do tovarne Sožefi pa Papirnice Goričane.
in pa druga, ki gre iz Medvod iz Pentle preko Preske do Sore, do Obrinoksa in tam obrne in gre nazaj. S tem, po mojem, smo povezali maksimalno možno občino Medvode, kot je javni promet, ki nas mimogrede potem tudi kar nekaj stane, same subvencije, okrog 170.000 € na let samo za LPP-jeve linije, maksimalno pokrili. Težava, ki jo trenutno imamo, ali pa o kateri še diskutiramo, je, da je recimo stališče krajevne skupnosti Preska Žlebe zelo jasno na tem, da se spremeni linija 25 in da gre ta čez Presko, pa potem v Vašah oziroma v Goričanah obrne, pa gre nazaj čez podvoz sem. LPP to utemeljuje kot pač nemogočo spremembo. Tukaj smo res veliko se pogajali. Potem smo skušali 15 potegniti še tukaj v krog, pa tudi ne gre. Tako da trenutno smo pred eno dilemo, in sicer ali je bolje vrabec v roki ali golob na strehi. Čeprav spet pristajamo na to, da je dilema. Tukaj smo že pristali na to, da po drugi strani pa treba vedeti, 2 dodatni liniji, take pokritosti z javnim potniškim prometom, jaz ne vem, če ima kakšna občina. In tukaj bo treba pač spet presekati gordijski vozel in reči, da naj Miklavž prinese 2 liniji. No. Mislim, da je zdaj res zaključna poteza pri nas. Vem, da se včasih reče, da pa občina se ne zavzema dovolj pa to, ampak jaz vsakmu rečem, naj se gre pogajati. Naj se gre pogajati o tem, da se 25 spreminja, da ostale zadeve. Zelo velik pritisk z naše strani že bil za to, da sploh uvajamo 2 dodatni novi liniji. In nič kolikokrat so se tudi jaz pa direktor LPP-ja z avtom vozila po teh linijah pregledvala, kje bojo postajališča, koliko bi nam to stroškovno znesli, da jih vzpostavimo vsaj za prvo fazo, ker to bojo poskusne linije, ki bojo obratovale 1 leto, mogoče 2, potem bomo pa videli, ali je to sploh pogojno sprejemljivo, nerentabilno, ker to rentabilno tako ne bo nikoli, ampak ali s tistim, kar mi dajemo, lahko pokrijemo stroške, ki nastanejo, ali tudi to ne gre. Prav razumem, dilema krajevne skupnosti Preska Žlebe je, da bi radi direktno do Ljubljane, vi pa jih vodite nekako v Medvode in potem... Jaz se to zavedam, to je čisto legitimna zahteva. Pa vendarle to ni krožna v tem smislu, da bi se morali voziti po celi trasi. To ni sindikalen izlet, da greš v Preski gor pa do Sore pa nazaj, zato da prideš v Medvode, ampak je linija, ki gre iz Medvod preko Preske v Soro in nazaj. Seveda je to čisto razumljivo, da ljudje želijo direktno povezavo z Ljubljano, ampak potem je ravno tako razumljivo, da 30 ne bi smeli biti. 30 povezuje Vodice z Medvodom. Če vprašate, KS Smlednik in vse, ki tam gravitirajo, oni si prav zagotovo želijo povezave Smlednik Brod, do Osmice pa potem naprej. To je tudi vprašanje strategije občine. A želi ljudi pripeljati v center, če govorim zdaj o 30-ki, z razumevanjem tudi to, da jaz vem, da kakšne posebne usklajenosti med 30-tico, 25-tico včasih ni, še manj usklajenosti z 30-tico pa z vlakom, tako da tukaj nas, če hočemo, skladno s celostno prometno strategijo postati trajni mobilnosti naravnana občina, bo treba recimo v štartu že tele vozne rede dodatno uskladiti. Zimska sezona se nam obeta in glede na to, da smo iskali, da ste iskali koncesionarje, kdo bo upravljal zimsko službo, kdo bo krpal luknje po zimski sezoni? Tukaj bi zdaj razdelil na 2 zadeve. Zimsko službo z zelo, zelo veliko verjetnostjo lahko rečem, v podpisovanju je aneks k prejšnji pogodbi, da jo zagotovi še dosedanji izvajalec koncesije, to je podjetje Gradkop. Enostavno zato, ker je zima pred vrati, razpis koncesije še ni zaključen in mi si ne moramo prvoščati, da pride do izbire drugega koncesionarja, mi imamo pa sneg, pa ne vemo, kdo bo to počel. To je bilo že noter v samem razpisu napisano, tako da to ostaje nespremenjeno. Medtem ko za sanacijo ali pa recimo za letno vzdrževanje cest takrat oziroma tudi do novega leta bi morala biti znana pa tudi že končna odločitev in izpeljani vsi postopki vezani na 2-letno koncesijo upravljanja zimske službe pa vzdrževanje cest. Nekako smo v fazi kadrovanja, dobili smo novega direktorja Zavoda Sotočje in išče se nov direktor javnega zavoda Zdravstveni dom Medvode. Ob izboru novega direktorja Zavoda Sotočje ste se vsaj javno nekako distancirali, pa vendarle lahko rečemo, za dobro poslovanje ali delovanje javnega zavoda
boste soodgovorni vi. Ja, to sem večkrat slišal. Za poslovanje javnega zavoda prav zagotovo ni odgovoren župan, ker potem naj župan dobi plače še vseh direktorjev, pa bo za tisto odgovarjal. Dokler imajo pa direktorji svoje plače, naj si jih pa zaslužijo s tem, da vodijo te javne zavode, za kjer so izbrani. To sem jaz večkrat jasno povedal. Meni je v osnovi vseeno, kdo tam gori je. Nikoli se nisem vtikal v te zadeve, je pa zelo jasno, da je javni zavod Sotočje velik javni zavod, tudi zelo velik proračunski porabnik in da tam pričakujem, da so zadeve jasne, kredibilne in predvsem zelo transparentne. Tako da novega direktorja, bilo kdo to je, v tem primeru zdaj potrjeni Tenko, jaz nimam nobenih težav, zavihane rokave in začne delati. Strategije na vseh področjih potrebujemo. Športna strategija je še najdlje. Ostale se pripravljajo. Športna strategija je še najdlje, bila je tudi predstavljena skupaj z športnim parkom. Potem je, dela se strategija mladine, dela se celostna prometna strategija. Želel bi si pa, da se naredi tudi strategija, sprejeta je bila strategija razvoja gasilstva v občini Medvode. Tako da zdaj recimo nišno imamo mogoče še kulturo pa turizem teh. Potem pa mislim, da smo kar, no, čeprav veste, ko začneš enkrat sestavljati proračun pa načrt razvojnih programov, zelo hitro vidiš, kam strategija občine Medvode mora iti. Ne. Pustimo, kaj žalostni del financ, ampak kam gre strategija občine, ker to niso ločene zadeve. To je vse povezano. Se pravi, ne moreš delati strategijo mladine ali pa kulture, če hočete, brez celostne prometne strategije. V Medvodah je recimo mogoče celostna prometna strategija celo ena krovna, iz kjer potem izhajamo vsi. Če še ostanemo pri kadrovanju, dosedanji direktor zdravstvenega doma Medvode, Rajko Vajd, je odšel na novo delovno mesto. Ali njegov odhod vendarle mogoče kaže na kakšne nesoglasja ali na kakšno alarmantno stanje v zdravstvenem domu Medvode, oziroma, če vprašam takole, se mi kot uporabniki storitev lahko nadejamo kakšnih neprijetnih informacij? Ne, jaz mislim, da ne. Vsaj meni je bilo zagotovljeno, ko sem spraševal iste stvari kot vi, pa verjamem, da tudi občani, da temu zagotovo ni tako. Meni je zelo žal, da je dr. Vajd odšel, ker koraki, ki jih je on naredil v našem zdravstvenem domu, so bili ne samo zastavljeni v pravo smer, ampak so bili zelo veliki koraki. In jaz mislim, da če je tukaj bil kdaj deležen kakšnih polen pod noge, so bila ta polena neumestna. To celo upam reči, po 2 letih pa ni veliko direktorjev javnih zavodov, če tako rečem, za kere bi to upal trditi tako jasno. Tudi finančno stanje zdravstvenega doma je dobro, celo mislim, da je eno najboljših v smislu naših javnih zavodov. Je pa seveda, jaz sem tudi v razgovoru z njim povedal, jaz razumem, da človek ima karierne izzive, človek je ambiciozen, ki je prodoren, si predstavljam, da na eni točki ne vidi več izzivov. Meni je žal, da je do tega prišlo. Ga pa popolnoma razumem in podpiram in kot rečeno sem mu hvaležen za vse, kar je naredil v Medvodah na področju zdravstvene dejavnosti. Zdaj trenutno imamo vršilko dolžnosti, kjer sem tudi zelo hvaležen, da je to prevzela, ker si predstavljam, da to ni nekaj, kar bi si človek želel. Imamo pa kar nekaj pacientov oziroma ljudi, ki so brez osebnega zdravnika. Morda ste tudi vi med njimi. Ja, mislim, da sem jaz tudi brez osebnega zdravnika. Ja, zadnjič, ko sem bil, ga nisem imel. Tako da očitno bo treba, tukaj se bomo mogli tisti ptički brez gnezda nekam razporediti. Torej, vsi tisti, ki ste bili pri dr. Šušteršičevi, tisti, ki so bili pri dr. Vajdu in sedaj še dr. Prešernova nekako... Ja, dr. Vajd mislim, da bojo tisti, ki so bili pri njemu, lahko šli tudi naprej. Saj mislim, da je tako. Na Metelkova. Ja, tudi to pa več veste, kaj jaz. Potem, se pa zdajle, mislim, da že, vsaj po informacijah, ki jih imam, odpira še ena splošna ambulanta. Tako da tisti del, mislim, da je dr. Markova, če se ne motim, ona bo pa prevzela, po mojem, te izgubljene premiere, ki smo, oziroma tiste pač, ki se bojo na novo opisovalno senili. Si mogoče presenetilo dejstvo oziroma ugotovitev, da je občina Medvode glede na študijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje druga najbolj zdrava občina v Sloveniji, takoj za Domžala. Mislim, mene so presenetili. Ja, zdaj, gledal sem tudi parametre, po katerih so se zadeve vrednotile. Očitno, jaz sem na to ponosen. Zakaj pa ne bili ponosni, da smo takoj za Domžalom najbolj zdravi? Podatke sklepam, da so dobivali iz
centralnih registrov, pa nekaj po mojem tudi iz anket in tako. To je ena stvar, s katero se moramo pohvaliti. Po drugi strani pa sem ravno znotraj tistega, ko sem bral analizo, videl ene stvari, za kere pa mislim, da pa lahko tudi kot občina ali pa tudi kot mediji ali pa tudi tako priliko izkoristimo. Ne. Nisem pa zadovoljen recimo z dvema postavkama, ki sta, to sta oba programa, presejevalna programa za zgodnje odkrivanje raka. Torej in pri Dori in pri Svitu nimamo dobrih rezultatov. Če 2/3 ljudi pošle nazaj, to še ni dovolj. Jaz mislim, da tudi znotraj hiše občinske uprave se že pogovarjamo, kako bi naredili kakšno akcijo tega osveščanja. Ampak še vedno smo boljši od povprečja. Res je, smo nad povprečjem, to je res, to ne moramo. Ampak, glejte, če pogledamo, se pravi, država ti plača, ker je to zdaj že zelo redko kakšna stvar, ti plača pregled, torej Dora za zgodnje odkrivanje raka dojk pri ženskah, pa Svita, ki je zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju, ki vsi vemo, da je to resna zadeva, oziroma da je to marsikdaj eden najbolj zahtevnih rakov, ki je, ne? Zakaj tega ne izkoristimo? In tukaj moj apel res vsem, ki pač to dobijo, dajte se tega udeležiti. Ne? Če s tem rešimo 2 življenji, smo naredili vse. Greva k zimski pravljici, torej k proračunu. Očitno boste zimo preživeli, oziroma vsaj novembru boste preživeli v pripravi proračuna. V kakšni fazi ste, usklajevanja so bila? Ravno sedaj prihajate z enega izmed teh usklajevanj z občinskimi svetniki. Kako kaže? V kakšnem znamenju bo? V znamenju krute realnosti, bo zimska pravljica, če tako rečem. Ne, najprej mogoče bi izpostavil to, da sem izredno vesel, kako potekajo ta usklajevanja. Se pravi, odprli smo najbolj možno, jaz sem vabilo poslal vsem 23 svetnikom, dajmo skupaj pogledati, kakšno je stanje in tako konstruktivno, tako zdravorazumsko, ki so ta usklajevanja potekajo, so tudi glasna, so tudi zelo glasna, ampak mislim, da nikdar žaljiva, pa predvsem zaznamovana z enim zelo trdnim zavedanjem dejanske situacije, ki je. Če se zavedamo, da moramo v proračunu za leto 17 in 18 zagotoviti 15 milijonov evrov za izgradnjo projekta C0, potem mislim, da je vsakmu vse jasno. Za investicije pa lahko letno namenimo 4 milijone evrov. Ne. Tako da tukaj jaz mislim, da smo bili vsi soočeni, najprej mi, če hočete v hiši, v občinski upravi, potem pa tudi občinski svetniki s to realnostjo. Ne. Zdaj bi bilo zelo pomembno, da pa ta realnost nekako pronicne tudi do ljudi, predvsem do tistih, ki nam še niso dali brezplačnih služnosti za izvedbo tega projekta, tudi teh je še kar nekaj, ker brez njih bo ta projekt ogrožen. November bo torej v znamenju proračuna, tole je pa priložnost, da nam nakažete, kakšen veseli december se nam obeta, oziroma še prej, zelo aktualno, kakšen čas se obeta sosedom družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah, glede na to, da ponovno odpirajo to klubsko dejavnost, diskoteke Lipa, pa kakorkoli se sedaj že imenuje. In nekako vemo, družina Zavašnik je učni primer v tem, kako izigrati zakonodajo za tisto ekonomsko dobrobit. Ja, v tem primeru mislim, da smo v zadnjih 3-4 dneh dali izjave že čisto vse, prej sem se hecel, da mogoče edin Radio Haloze še ne klical, ki obstaja. Zelo težko se je opredeliti v tem primeru. Ne? Občina Medvode je jasno, vsi ljudje vejo, koliko je bila izigrana. In kljub temu, da v vseh izjavah rečem, da jaz spoštujem svobodno gospodarsko inicijativo, ki jo imamo v državi, ne? Se je pa treba zavedati, da nek red pa mora biti. Se pravi, če vsi moramo nečemu slediti, potem naj to velja za vse. Ne pa, da imaš pa enih občutek, da že za štartom enega projekta ponovno na isti način izigravajo. S tem, da pa upam to tudi javno reči, da me je pa strah, da so najdeli pa eno sistemsko luknjo. Ker recimo o vsem, kar se dogaja v klubu Seven, če je to zdaj ta nov ime, o tem občina Medvode ni bila z eno besedo obveščena. Mi nismo dobili nobene vloge za obratovalni čas, nobene vloge za podaljšan obratovalni čas, nobene prijave javne prireditve, nobene prijave, da tam karkoli delajo. Pa vendarle se lahko zgodi, da delajo tako, kot morajo. Ja, lejte, na to pa jaz zelo glasno zahtevam odgovor tudi pristojnih v tej državi. In ga boste dobili? Računam, da jutri oziroma v petek najkasneje.
In če gremo sedaj na veseli december, kaj se nam obeta, kakšna dobra novica? Ja, če sem popolnoma iskren, sploh ne vem, kako bo veseli december izgledal, ker se sploh še nisem imel še časa ukvarjati se s tem. Vem, da bo, vem, da ena ekipa dela na tem, da pripravljajo dogajanje. Jaz računam, da jaz se zelo veselim tistega tekmovanja krajevnih skupnosti v kuhanem vinu na Pavčaju, ker tisti mi je res en lep dogodek, kjer se vidimo enkrat na let, pa kjer dosti občanov pride in je fleten. Vem pa, da pripravljajo tudi precej drugih dogodkov, no, ampak več o tem bi mogoče... Se vi osebno že pripravljate na novoletne zaobljube? Ja, osebno ste rekli. Ma sem nad njimi že obupal. Dobro. S tem bi nekako zaključila, oziroma če imate še kakšno spodbudno za na koncu, da ne bomo z besedo s tem sem obupal zaključili, še kakšna misel za konec? Za konec, ne vem, mogoče vezano na te 2 leti mandata, ali pa ne samo mojega, ampak celega dela tudi občinskega sveta. No. Bi res rad rekel, da si želim veliko pozitivne energije, da je pred nami, sicer za nami pač prvonovembrski prazniki, kakršni pač že so, da je pred nami november, ki je najkrajši in včasih malo tudi morbiden zaradi megle in vse, no, ampak je neka luč na koncu tunela, če hočete, je veseli december, pred nami so novoletne obljube in zaobljube take in kaj drugačne, no in mogoče ne bilo slabo, da se mi vsi naredimo novoletno zaobljubo, evo na to pa nisem še obupal, da gremo stvari gledati malo bolj pozitivno. Ne v smislu, da mislim, da je treba župana hvaliti in tako ne, ampak da se gre v tem, da včasih kakšno stvar znamo tudi nazaj se umakniti, pogledati malo širšo sliko, pa spet ne do občine, ampak predvsem do ljudi, ki živijo tukaj. 16 000 nas je. To sploh nismo povedali, da smo sred leta prešli 15 in nas je zdaj že preko 16 000 v naši občini in tako kot stvari potekajo, mogoče tudi z višjih inštanc dol, če se mi razumemo, če se ljudje med sabo razumejo, pol stvari grejo lažje. Nobene stvari se ne skriva in če so vprašanja, naj pridejo, ljudje, recimo vezano tudi na občino, če imajo vprašanja med sabo, naj pa probajo v tem predprazničnem in prazničnem času včasih tudi razrešiti, zato da potem lažje vsi zadihamo v letu 2017. In s temi dobrimi mislimi tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala vam za vsa pojasnila, vam pa hvala za vse pozornosti. Hvala.